SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Pozdravljeni, moje ime je Matic Novak, sem odvetnik. Z odvetniške pisarne Sebinčič Križanec Novak se že 15 let ukvarjam z prodajami in nakupi podjetij. Mislim, da bo današnja zasedba odlično pokrila praktične vidike teh postopkov, tako z vidika svetovanj, kot z vidika ene nedavne praktične izkušnje. Zdaj, te postopki imajo z vseh vidikov neke skupne točke, v vsakem primeru je pa vsak postopek nakupa in prodaje v bistvu zgodba zase in jo je treba vedno kot tako tudi jemati. V nekem idealnem svetu se te zgodbe začnejo kot kozarec vina med dvema lastnikoma podjetij, ki iščeta skupne točke, jih potencialno najdeta. Potem se podpiše en kup enih papirjev, potem en od teh gospodov ali pa gospa šteje milijone, ta drug se pa ukvarja z novo firmo, kako bo še bolj uspešna, kot je bila do zdaj. Kot rečeno, to je nek idealni svet, ki si ga vsi predstavljamo. V praksi pa te stvari ni nujno, da vedno tako potekajo. Tako da namen današnjega dogodka je, da dobite občutek, kje v praksi zdaj so te odstopanja od te idealne zgodbe, tako na pozitivni kot na negativni strani. Zdaj, če kar začnemo, kot omenjeno, vsi ti postopki imajo neke faze, ki so inherentne vsem, tako da mogoče Jan z odvetniškega vidika, torej pravnih aspektov, kaj so tiste faze, ki so recimo skupne vsem postopkov, pa jih videvate v postopkih, kjer svetujete strankam. Hvala lepa. Za vprašanje, jaz bi najprej rad danes vse lepo pozdravil v svojem lastnem imenu in seveda tudi v imenu SBC-ja. Današnjo temo smo kar nekaj časa že razmišljali, da bi pač naredili tudi neko delavnico na to temo oziroma neko okroglo mizo, tako da smo v bistvu v decembrski reviji SBC smo tudi objavili članek na to temo, tako da če si ga še niste prebrali, lahko tudi tam v bistvu marsikaj izveste. Drugače pa odgovor na to vprašanje bi jaz najprej začel z eno zgodbo. In sicer prvi dan moje prve zaposlitve mi je šef rekel, da naj pripravim eno pogodbo o prodaji čolna. In sem ga vprašal, za kateri čoln gre, in sem ga vprašal, kakšna je kupnina. Sem dobil te podatke in sem se obrnil in šel v pisarno delati. In je prišprintal za mano in je rekel, čakaj, a ne boš niti vprašal, za koga delamo? Za prodajalca ali za kupca? Če delamo za prodajalca, so varovalke te in te in te. Če delamo za kupca, so varovalke čisto drugačne. In isto je pri podjetjih, oziroma še toliko bolj to velja za podjetja. Se pravi, prodajalec bo želel čisto drugačno pogodbo kot kupec in obratno. In v bistvu tekom celotnega postopka je pomembno, da ima prodajalec ali pa kupec nekega svetovalca, ki pač je iz te branže, ki pozna vse, stvari, ki so skrite med vrsticami in ga lahko uspešno zastopa. Lansko leto se nam je zgodilo pri eni transakciji, da sta se prodajalec pa kupec že vse zmenila in smo bili mi povabljeni oziroma angažirani šele takrat, ko se je pogodba usklajevala. In ves čas je bilo nam razlagano, da je pač vse skupaj že usklajeno in da moramo samo še par finez uskladiti in je to. Šlo je za prodajo 75% deleža plus prodajo 25% deleža čez 3 leta. In ključno vprašanje, ki ni bilo definirano, je bilo to, da je kupec mislil, da v bistvu lahko samo on zahteva odkup preostalih 25%, prodajalec pa misli, da lahko tudi on zahteva, da kupec odkupi po 3 letih teh 25% in na koncu je prodaja zaradi tega padla v vodo, ker tukaj nista prišla skupaj. Stroškov je nastalo ogromno. Časa je šlo veliko za celoten postopek in na koncu je bilo v bistvu precej več škode kot koristi, ker so hoteli varčevati na stroških na začetku in sami zadeve peljati, potem so pa videli, da so par ključnih zadev v bistvu se pozabili zmeniti na začetku. Tako da v bistvu, kar se faz postopka tiče, kjer je najbolj pomembna, bi jaz rekel, da vse. Zdaj, čisto iz pravnega vidika bom povedal, potem Uroš bo mogoče majčkeno več povedal iz samega poslovnega vidika, kako postopek teče, ampak iz pravnega vidika lahko delimo zelo na grobo postopek na nezavezujoč del oziroma nezavezujočo fazo.
To je nekje do podpisa pogodbe. Potem je zavezujoča faza, ki nastane s podpisom pogodbe, in potem je še pozaključna faza, ki pa nastane potem, ko deleži dejansko pridejo. Pa bom čisto na kratko povedal vsako fazo posebej iz pravnega vidika, kako zadeva izgleda, a ne. V nezavezujoči fazi, kakor je Matic rekel, že se začne navadno z enim kozarcem vina, večerjo, sestankom in se potem nadaljuje iz tega, ko se usklajujejo neki komercialni dogovori med kupcem in prodajalcem. Iz vidika kupca je v tej fazi najbolj pomemben skrbni pregled. Tukaj je treba dati velik poudarek na temu. V skrbnem pregledu, ki zajema pravno, davčno, finančno, tehnično, komercialno področje, to so ta glavna, a ne, dejansko kupac preko svojih svetovalcev in tudi sam neposredno spozna, kaj sploh kupuje. Tam mi vidimo, katera so tveganja v družbi, ki jih moramo za pogodbo pokriti. Vidimo v bistvu, kako strukturirati pravilno transakcijo, da bo sploh v bistvu lahko zaključena, a ne. Tukaj to je zelo kompleksen postopek. Tako da v bistvu brez skrbnega pregleda je enostavno neodgovorno in nemogoče dobro pripraviti pogodbo in iti v nakup. Ko je skrbni pregled zaključen, se lahko šele začne delo na pogodbi. In v pogodbi moramo opredeliti v bistvu vse te rizike, jih moramo, bom rekel, izpostaviti in povedati oziroma se dogovoriti, kako bodo ti riziki nekako zminimizirani oziroma odpravljeni. Treba je povedati, da zmotno je mišljenje, da s pogodbo je posel zaključen. Praktično v praksi sem videl mogoče pri resnih transakcijah enkrat ali pa dvakrat, da se je dejansko na dan podpisa pogodbe tudi transakcija zaključila. To pomeni, da je lastništvo prešlo, pa bila plačana kupnina. Takrat se v bistvu začne šele malo bolj resno delo v celem postopku, kar pomeni, da v bistvu v tem času med podpisom pa med closingom oziroma zaključkom, kakor ga pač v tem žargonu imenujemo, a ne, je treba izpolniti določene pogoje. In ti pogoji so pa v bistvu zelo povezani s tem, kar mi v skrbnem pregledu vidimo. Recimo en tipičnih pogojev je pri večjih transakcijah, to pomeni pri transakcijah, kjer je celotna skupina, se pravi kupec in družba, ki jo kupuje, z povezanimi osebami kupca, če ustvari več kot 35 milijonov evrov prihodkov v Sloveniji, in pa če družba, ki se jo kupuje, ustvari vsaj 1 milijon prihodkov v Sloveniji, je treba to prodajo oziroma ta nakup priglasiti na Agencijo za varstvo konkurence. In če tega ne naredimo, ne, temu se reče gun jumping, če tega ne naredimo, pa gremo vsem v zaključek, riskiramo, da bo agencija zahtevala, da se ta pogodba razveljavi in da pač se deleži nazaj vzamejo oziroma da se deleži takoj prodajo naprej, kar pomeni, da nismo naredili nič drugega kot stroške. Drug tipičen pogoj, ki ga je treba izpolniti, je, vsak od vas je že videl kreditno pogodbo. Kreditna pogodba ima praktično vedno change of control klauzulo. Kaj to pomeni? To pomeni, da če banka ne da soglasja ali pa se vsaj ne obvesti v transakciji, lahko banka od kreditne pogodbe, ki jo ima sklenjeno z družbo, ki se prodaja ali pa kupuje, ne, lahko odpokliče kredit. Kar pomeni, da recimo jaz hočem kupiti neko družbo in prodajalec oziroma družba ne bo obvestila banke o tem, da bom jaz kupil to družbo, a ne. Jaz postanem lastnik, banka odpokliče kredit in kar naenkrat moram vrniti čez noč 2 milijone evrov. In te zadeve zvemo mi v skrbnem pregledu. In te zadeve je treba potem opredeliti v pogodbi, da je treba dobiti soglasje banke po podpisu pogodbe, pa dokler ni dejansko prodaja zaključena. Potem so pa majčkeno bolj dejanski pogoji tudi, a ne. Velikokrat se zgodi, da pač imate družbo, ki jo želite prodati, ali pa družbo želite kupiti, ampak brez nepremičnin, ki jih ima v lasti. Tako da je treba te nepremičnine pred zaključkom transakcije spraviti nekako ven. Imeli smo recimo tudi en zanimiv primer, kjer je izpostavljen ga zato, ker je pač to vmesno obdobje med podpisom pa zaključkom trajalo tam 10 mesecev, ko je v bistvu kupec želel kupiti eno družbo, ki je sicer bila posredno v slovenski lasti in je sicer multinacionalna družba, a ne, zdaj ena izmed večjih v Sloveniji tudi. Holding je bil na Cipru, medtem ko ameriški investitor je pa lahko investiral samo v Veliko Britanijo. In mi smo mogli holding prestaviti iz Cipra na Veliko Britanijo, pri tem smo mogli pa 20 oziroma 22 hčerinskih družb, ki so bile prej v lasti ciprske družbe, prestaviti v lastništvo holdinga v Veliki Britaniji. Romunija, Rusija in tako naprej, to je taka nočna mora urejati potem prenos vsake posamezne družbe, da se to preknjiži, zaradi tega, ker
na način, kot je korporativno gledano šlo med Ciprom pa med Veliko Britanijo, v Rusiji tega instituta ne poznajo in smo mogli pol tam kombinirati na drugačne načine. Tako da pač skoraj 1 let je trajalo, da smo vse te zadeve lahko skozi spravili in šele potem smo lahko zaključili transakcijo. In takih stvari je, bom rekel, malo morje in če bi pač začel o tem razlagati v vseh primerih, pač ne bo Uroš nikoli dobil mikrofona danes. Tako da to je bi potem ta odgovor zaključil še z ta zadnjo fazo, to je pa v bistvu pozaključna faza. Pozaključna faza, v bistvu, kaj s tem mislim, je pa to, da velikokrat se dogovorimo, da bo prodajalec, ki želi čim večjo kupnino dobiti, predlagal kupcu, da se nek fiksen del kupnine plača ob zaključku transakcije, se pravi ob vpisu prenosa lastništva, medtem ko bo pa želel dobiti še nek variabilen del kupnine. Ta variabilen del kupnine bo odvisen od poslovanja podjetja. In zato, da pač ima lahko, bom rekel, prodajalec čim večji variabilni del, mora imeti seveda on vpliv na poslovanje podjetja v tem obdobju po zaključku. Ponavadi je to 1 leto, 2, 3, redko kaj več. In v tem času je tudi možno, da prodajalec v bistvu ostane noter še manjšinski lastnik za to obdobje, a ne. In v tem primeru je treba zelo dobro opredeliti družbeno pogodbo med prejšnjim lastnikom, se pravi med manjšinskim lastnikom in pa kupcem, ki postane večinski lastnik. In tukaj se ponavadi kopija lomijo potem na koncu. In so se tudi zlomila v primeru, ki sem ga prej omenil. Tako da v bistvu zelo je pomembno, da v bistvu čisto v vsakem koraku, čeprav mislite, da ste vse dogovorjeni, ste dogovorjeni verjetno 30% stvari, ker vam bo potem odvetnik ali pa svetovalec povedal, kaj pač naredil transakcij že 50+, kaj dejansko v bistvu še nimate dogovorjeni in kaj je pomembno, da je treba v bistvu dati na mizo, preden greste lahko v naslednji korak. Hvala, Jan. Zdaj, to je bil zdaj nek opis teh osnovnih faz z vidika odvetnika. Kot omenjeno, te postopki so relativno enaki, s katerekoli strani jih pogledaš, vseeno pa imajo neke svoje značilnosti z oči vsakega udeleženca v teh postopkih. Zdaj, Uroš, kako z vidika svetovalca, M&A svetovalca v teh transakcijah, a te faze kaj drugače izgledajo kot v očeh odvetnika? Pa mogoče še malo bolj konkretno, a se v teh postopkih, v teh fazah, kje opažate tiste napake, ki se najbolj maščujejo vsem udeležencem, bomo tako rekli? Ja, hvala za vprašanje, Matic. Najprej moram reči, da sem vesel, da vidim, da je udeležba kar številčna. Pred 23 leti, ko sem se začel s tem ukvarjati v Sloveniji, je bilo v bistvu eno obdobje, ko sem bil prej 10 let v tujini, v Ameriki pa v Angliji, in sem tudi zelo podobne stvari tam delal. In ko sem se z ljudmi pogovarjal pač o prodaji podjetij tle v Sloveniji pred 23 leti, to je bila taka tabu tema, da so vsi začeli kar tako malo so znižali glas, malo jih je bilo sram, tako zelo neprijetno, in moram reči, da se je to v zadnjih 20 letih konkretno spremenilo. Tako da to je nek odraz trga, ki prihaja pač v neko odraslo fazo, zato ker bolj zrel je trg, bolj zrela ekonomija, več je teh transakcij, prodaj podjetij, nakupov podjetij. Kar se faz tiče, za nas posrednike, svetovalce posrednike pri prodajah, se začne bistveno prej. Zato ker naše delo se začne v bistvu v fazi, ko je še zelo malo znanega. Zelo redko je situacija, da ima določen lastnik že potencialnega kupca v mislih, mogoče ima kakšnega ali mogoče kakšnega poslovnega partnerja, kakšnega kupca njihovih produktov ali pa storitev, ki bi lahko bil potencialen kupec, ampak ponovadi ti razgovori še niso prav zelo daleč. V večini primerov je tako, da pač ni neke konkretne ideje in mi zares začnemo v fazi, kjer je treba v bistvu najprej sploh identificirati potencialne kupce, preveriti, kjer je v teh potencialnih kupcev sploh imajo interes, da bi pogledali možnost investicije oziroma nakupa podjetja, ki ga prodajamo. In ponovadi, bom rekel,
kar veliko vode preteče pod mostom, preden pridemo do faze, ki jo je pač opisal Jan. Pač ta faza, ki je Jan opisal, je ona, ki je res kompleksna na koncu, ker je dokumentacija pri prodaji podjetja je dolga, obširna, na koncu to podpisuje, roko na srce, redko kdo ve točno vse, kva podpisuje, razen tisti odvetniki, ki so to pripravili na kupčevi strani, pa tisti odvetnik na prodajalčevi strani, ki je to pregledal. Zato, ker pač enostavno je toliko te vsebine, da se težko znajdeš skozi vso to, skozi ves ta tekst. Zato je pa zelo pomembno, da pač so na drugi strani, na vaši strani, ali ste prodajalec ali pa kupec, ljudje, ki jim zaupate. Se pravi pač svetovalec, ki jim zaupate, pravnik, odvetnik, ki mu zaupate, in posrednik, ki mu zaupate, da vas pravilno usmerja. In ta naš proces se zares pač začne s tem nekim vzpostavitvijo zaupanja. Zdaj, kje dejansko se to začne? V 23 letih smo prodali nekaj več kot 65 podjetij, približno 3 na let je pač naš track record. Skupna vrednost prodajanja teh podjetij je bila približno 1,4 milijarde, kar pomeni, da je neka povprečna vrednost podjetja, ki ga prodamo, okoli 20 milijonov. Zares je bilo par malo večjih, ki so bile 50, pa tudi čez 100, tako da če bi v bistvu teh par večjih ven izvzel, je zares neka povprečna prodajna vrednost bila bližje tam 15 milijonov, kar je pač tudi odraz pač povprečne velikosti dobrih, srednje velikih podjetij v Sloveniji, s katerimi pač mi dejansko delamo. Pač vsa ta podjetja so bila slovenska, kupci so bili, če gledamo zdaj na obdobje vseh 23 let, večinoma iz tujine, ampak v zadnjih letih imamo tudi bistveno več kupcev domačih in institucionalnih. To so v bistvu skladi, ki so pač nastali v zadnjih nekaj letih v Sloveniji, kot tudi fizične osebe. Smo tudi imeli primer, ko smo prodali podjetje, ki je bilo vredno več kot 20 milijonov, pač fizične osebi, domači. Tako da je ta mešanica je kar široka. Zdaj pa, kje se začne ta proces iz našega vidika? Zares, mogoče lahko malo karikiram, v zlatarni, dobesedno. Eno od prvih transakcij, ki smo jih naredili pred 22 leti, sem srečal možakarja v zlatarni, on je kupoval poročen prsten, ki se je bil tik pred poroko, jaz isto, sva se začela pogovarjati, par tednov kasneje sva se pač na nekem dogodku srečala in pač se malo bolj poglobljeno pogovarjala, kaj on dela, mi je povedal, ja, pač imamo firmo, smo 3 solastniki, sem rekel, kaj pa dela firma, je rekel, ja, firma je ta pa ta, tako pa tako delamo, sem rekel, kaj so pa kaj vaši rezultati, pa mi je povedal, to je bilo pač v nekem lokalu, mislim, da je bilo od spodaj v Asu, ki je bil včasih še neka diskoteka, tako da je bilo tam velikega hrupa in pač po tistih parih minutah je mi povedal, sem rekel, ja, to pa se mi zdi zanimiva firma, jaz mislim, da bi lahko za tam nekje toliko prodali. In rekel, zanimivo. In pa me 2 dni kasneje poklical, rekel, jaz sem se pogovarjal še z mojimi ostalimi 2 partnerji, nas pa to zanima, dajmo se dobiti, sem prišel tja in je v bistvu bila pa situacija taka, da so bili pač 3 solastniki, 2 sta bila malo mlajša, en je bil starejši, tak je bil starejši, bil tik pred penzijo, oni med sabo so že par let pač tuhtali, kako bi to med sabo razrešili in pač zelo težko je v bistvu tako, da 2 od enega odkupta, ker je pač preveč nekih potencialnih konfliktov, so se odločili, da bojo pač vsi 3 prodali. Smo šli skozi potem dejansko vse faze postopka, kakor se zagre. Se pravi, pač najprej smo pripravili en tak enostaven predstavitven dokument na parih straneh, ki opisuje podjetje. To smo, dejansko razposlali na veliko možnih koncev, in finančnim kupcem, in strateškim kupcem. In smo rabili 2-3 meseca, da smo prišli do tega, da smo pač iz te množice, ki smo jih kontaktirali, prvo anonimno, pač ta prospekt, ki ga ponavadi pošljemo na začetku, ki mu pravimo teaser, pač niti nima imena podjetja, včasih ima, včasih nima, pač generalno pač nima. In ga
ga pošljemo pač množici potencialnih interesentov, iz tega ven se izcim pač neki potencialnih kupcev, ki so dejansko pač toliko zainteresirani, da bi radi malo več informacij, z njimi pač podpišemo neko pismo o zaupnosti, da pač ne bodo okoli razlagali, da se pač to podjetje prodaja, ker je v določenih situacijah je lahko občutljivo, ne, ker če so med potencialnimi kupci tudi konkurentje od tega podjetja, lahko pač ta konkurent pač to izkoristi, ker je naslednjič na sestanku pri eni stranki, za katero se oboji potegujejo, pač reče, ali se ta firma se prodaja, da je treba od nas kupiti. Tako da so v določenih primerih te informacije občutljive, generalno so pa ljudje bistveno preveč občutljivi pač na to, da se bi razvedeli, da se firma prodaja, kakor je pa zares neka nevarnost iz tega. No, tako da v glavnem, enkrat, ko imamo NDA je podpisane, od 3, 4, 5, če imamo 10 NDA-jev podpisanih, je to že kar dobro. Potem pošljemo malo bolj obširen paket informacij. Izmed teh 10, kolikor smo jim pač poslali malo bolj obširen paket informacij, se zdaj pač v teh, rečemo, v zadnjih 5-10 letih se naredi pač videoklic, prej je bil to vedno pač obisk podjetja pač na sami lokaciji, se jim pokaže pač ali proizvodne, ali pisarne, ali pač kakršenkoli tip podjetja že je. In ponavadi po temu krogu prvih obiskov pač pridemo do faze, kjer pač zberemo ponudbe. Ponudbe so v bistvu zares pač nek izraz interesa v pisni obliki, kjer je pač gor navedena pač in cena, zelo dostikrat pač tudi bo neko še kakšni drugi obstranski pogoji, kakor pač kakšen delež bi želeli kupiti, ali bi želeli kupiti 100%, ali bi želeli kupiti samo del lastništva, pa pustili, da obstoječi lastniki so še nekaj časa noter kot solastniki. In na osnovi teh ponudb potem dejansko se začnejo ta komercialna pogajanja pač o teh ključnih pogojih transakcije. In pač to traja ponovadi mesec, 2 in iz teh nezavezujočih ponudb zares na koncu ta pogajanja rezultirajo v tem, da z enim od teh interesentov uskladimo in podpišemo tako imenovan term sheet oziroma pismo o nameri oziroma letter of intent, to ima ful nekih različnih izrazov. In v tem dokumentu, ki je zares, bom rekel, načelen dokument, to ni pravno zavezujoč dokument, razen to, da pač je treba varovati podatke, ki jih dobiš, pa da se zavezuješ, da se pač za neko obdobje ne bo z drugimi potencialnimi kupci pogovarjal. Vse ostalo je pač bo neko načelne narave. Se pravi, v tem term sheetu noter definiramo ceno, plačilne pogoje, na kakšen procent podjetja se kupuje, kaj se bo zgodilo z preostalim procentom podjetja, če se recimo prodaja samo 60, 70, 80%. Mogoče bi še to povedal, pač vse te transakcije, ki smo delali, so bile večinske, pač manjšinskih nismo skoraj nič. Je bila tu pa tam kakšna izjema, ampak praktično vse te prodaje so bile večinske transakcije. Tako da, če prodaš kot trenutno edini lastnik večinski delež ali pa tudi manjšinski delež, se ni zares take velike razlike, je nujno potrebno se dogovoriti, kaj zdaj za preostalim deležom. In zdaj, če je kupac finančen sklad, potem za preostal delež ni nobenega vprašanja. Finančni skladi so v bistvu že v osnovi tako strukturirani, da oni morajo potem kasneje, čez 5, 6, 7, 8 let, morajo to svojo naložbo prodati in je jasno, da pač tisti delež, ki ste ga zadržali ob taki prodaji, se takrat čez 5, 6, 7 let skupaj s tem skladom pod enakimi pogoji pač naprej prodaja. Tako da tle je pač to enostavno rešljivo. Če pa kupec strateg, je pa dejansko tako, da če stratego prodate 20% ali pa 60% ali pa 80%, preostal delež, ki ste ga zadržali, enostavno ne moreš nobenemu drugemu prodati. Oziroma, čudo božje, če bi najdel kakšnega drugega kupca za drug delež, tudi če ima strateg sam 20%, 25%, zdaj, ker kdorkoli bi kupil vaš preostal delež, bo
rabil nek dogovor pa s tem strategom, ki je noter že v lastniški strukturi. Kar pomeni, da takrat, ko se proda enemu strategu, je nujno potreben dogovor in to že v fazi tega term sheeta, kaj narediti s temi preostalimi procenti, kakorkoli so že. In to je skoraj brez izjeme, se to vedno rešuje z nakupno in prodajno opcijo, kar pomeni, da pač vi kot lastnik imate svoj delež pravico njim prodati po določenem obdobju, oni imajo pa pravico pač ta delež kupiti in tudi definirano je, kako se bo ta delež vrednotil takrat. Ne v fiksni številki ponovadi, ampak je ponovadi pač to definiran pač kot neka metoda vrednotenja, tak pa tak multiplikator EBITDA-ja ponovadi. Tako da enkrat, ko pridemo do dogovora o vseh teh ključnih pogojih, takrat se podpiše term sheet in od takrat naprej v bistvu veljajo pač te faze, ki jih je Jan opisoval. Tako da jaz bi mogoče na tej točki zaključil za enkrat, pa v mojem predal besedo Milanu, da je povedal, ko je šel skozi vse to. Res je. Zdaj, Uroš, hvala za tale povzetek. Mogoče samo, da zaokrožimo, da sledimo celotni rdeči niti dogodka, pa pridemo do gospoda Milana. Zdaj smo videli, da te faze v bistvu se prekrivajo. V začetku so bolj intenzivno usmerjene v M&A svetovalce, se pravi iskanje tarč, iskanje kupcev, priprava finančna, kako bo zadeva izgledala, strukturiranje. Ne? Zdaj v tej fazi bi bilo pametno, da se že vključujejo tudi pravni svetovalci, ker sama struktura, ki jo takrat postavljate, ne, bo imela vpliv na vsebino dokumentacije, ki se bo pogajala in podpisovala v tej fazi, ki je pa potem Jan bolj natančno opisoval. Ne. In zdaj, če to vzamete kot vse skupaj eno celoto, je pametno že na začetku postopka si postaviti ekipo svetovalcev, ki bojo vaši poslovni partnerji, s katerimi boste sodelovali na podlagi zaupanja, ne na podlagi plačevanja nekih storitev samo zato, da so, ampak se probite osredotočiti na to, da že od samem začetku postavite ekipo, ki ji zaupate in veste, da vas bo peljala čez vse te faze postopka. Zdaj, Jan je na začetku zanimivo omenil tisto prodajo čolna. Ne? Zdaj, gospod Milan, vi ste svoj čoln tako rečeno pred kratkim prodal, imate osebno izkušnjo o vseh teh fazah, čez katere ste plus tem čolnom. Kakšna je vaša izkušnja tukaj? Kako zdaj po recimo slabem letu po tej transakciji, kako vidite te postopke? Ja, hvala za besedo. Ja, dober primer, no, jaz sem zaenkrat še vedno na tem čolnu, ne. Lahko tudi ne bi bil, ne. In Jan in Uroš sta oba pravzaprav zelo lepo povzela neke procese in postopke, ki so potrebni in ki tudi do njih slej ko prej pride seveda v idealnem svetu, ne. Če si pa v situaciji, kot sem bil jaz pred približno enim letom, ker mi smo praktično closing napravili nekje junija lansko leto, tako da je dobre pol leta od zaključka transakcije, pa se soočaš ali pa srečuješ z nekimi dilemami, z nekimi razmisleki. Vsak od vas verjetno, pozabil sem reči lep pozdrav vsem skupaj, ne? Pa da me veseli, da vas je veliko in verjetno je tudi precej teh, ki ste tukaj pritegnila ta problematika, ker razmišljate ali imate občutek, da boste v neki prihodnosti razmišljali o tem, da bi vas mogoče zanimala tudi prodaja podjetij ali pa tudi nakup na koncu koncev, ne. No, jaz sem v neki fazi se srečal z kolegom, ki se ukvarja z prodajo podjetij, torej z tem delom posla, ki ga je opisal Uroš in se s tem tudi on ukvarja. Na njega se nisem spomnil, čeprav se poznamo verjetno 20 let, pa
se mu opravičujem, ampak smo kljub temu dobro speljali zadevo, ne. In ko smo se pogovarjali z tem svetovalcem, mi je on pač rekel, da bi to podjetje, ki smo ga pač mi pripeljali do neke točke, se dalo uspešno prodati pač na nekem evropskem trgu, ne. In edini razlog, zakaj sem jaz se odločil na nek način iti v ta proces, je bil, da me je zanimalo prvič, ali smo mi podjetje, ki sploh koga zanima, ne, in koliko smo vredni, ne. Ker vreden si toliko, koliko je nekdo pripravljen plačati, ne. Nisi vreden 5-kratnik EBITDA-ja, niti 10-kratnik EBITDA-ja, vreden si toliko, kolikor je nekdo pripravljen plačati. Potem smo seveda šli v proces, tudi tukaj bi lahko rekel, da se strinjam, da bi mogoče že v začetku bilo pametno imeti pravno svetovanje, ampak takšno podjetje, kot je bilo moje, ne, je itak imelo pravno svetovanje, torej kontinuirano sodelovanje z odvetniki, ki so reševali vse pravne probleme na podjetju, in ta case, dokler ni prišlo do tega, da smo se začeli sploh resneje pogovarjati, pač v začetku pri nas nisem imel občutka, da bi rabil v tisti prvi fazi pravno svetovanje, ker prva faza je seveda povezana z tem, da je ta moj svetovalec z nekimi našimi podatki nagovoril neko količino potencialnih kupcev iz naše branže ali pa kako drugače. In lahko vam povem tako zanimivost. Poslal je, mislim, da 38 teh ponudb. Ja, Teaserjev, ajde, no. In seveda nagovarjaš ponavadi direktorje, odgovorne osebe, predsednike uprav in podobno, ne, tako da že ta postopek je precej dolg, ker moraš priti do pravih podatkov, ne. In hkrati smo že tam v tej ponudbi dali noter torej pogoj, če koga kaj več zanima, lahko že kar NDA podpiše, ne. In mi smo dobili čudežnih 23 podpisanih NDA-jev, ne. Torej, ogromno število nekih, ki bi jih eventualno zanimalo to moje podjetje, ne. Sem rekel, no dobro, to ni slab znak, ne. In ti seveda potem dobijo nekaj več podatkov, tam smo tudi potem v drugi fazi, ko so podpisali NDA, razkrili, za katero podjetje gre, ne. In potem so se začele neke določene kontakti, neke videokonference, in v relativno kratkem času, zdaj govorimo slabem mesecu, smo imeli mi pred sabo 12 torej nezavezujočih ponudb, ne. In od tam naprej je pa bilo tako, da sem se jaz zavedal, da pa je zdaj stvar postala resna, ne. Zdaj jaz ne bom govoril o procesu, razen če koga posebej to zanima, bolj bom govoril o občutku, s katerim se ti srečaš takrat, ko do tega pride, ne. Ker dobiti ponudbo pa ali pa potem prodati podjetje, to sta dve zelo različni stvari, ne. Torej, dobil sem občutek, koliko je nekdo pripravljen plačati za mene, oziroma za moje podjetje. Bil sem vesel, da smo očitno zanimivi za večje število resnih igralcev na evropskem trgu, in seveda videl sem tudi, koliko milijonov so ponudili in v kaki obliki so bili pripravljeni iti naprej, oziroma kakšni so tudi ti pogoji plačila in tako naprej in tako naprej, ne. Zdaj, jaz bi se na tej točki ustavil, kar se tiče procesa, ker se mogoče lahko k temu vrnemo, ne. Ampak definitivno mislim, da je pri vsakem od vas, ki se spogleduje z tem, da bi prodal svoje podjetje, potreben razmislek, zakaj je gradil podjetje, kaj je bil njegov namen vsega začetka, oziroma kako si predstavlja svoje življenje v prihodnje. Večina od nas, ki smo neko zgodbo spravili do ene faze, ki ji lahko rečemo, da smo zgradili uspešno podjetje, je precej sebe vložil v to zgodbo,
precej časa vložil v to zgodbo in precej tudi kompromisov bil primoran sprejemati, sploh na račun časa, ki ga preživiš za družino, otroci, mogoče tudi prostega časa in na koncu koncev ponavadi gre za kakšne ekstremne napore, ki se na koncu koncev tudi lahko na zdravju odrazijo in če si uspešen pa bolan, verjetno veste, koliko je to vredno, ne. Jaz mislim, da je to ena velika nula, ne. Tako da s takimi razmisleki se ukvarjaš in potem seveda, če si v mojih letih razmišljaš o tem, da si neko zgodbo zaključil, da lahko sicer v prihodnosti še marsikaj narediš, ne pa več za takim tempom, ne. Če si pa mlad, pa lahko prodaš podjetje, pa zgradiš novo zgodbo, pa ga zopet prodaš, pa se obnašaš tako, kot se obnašajo v Ameriki, ne. Tako da to je za začetek, za zagrevanje z moje strani, no. Hvala lepa za tole v bistvu osebno izkušnjo v takem postopku. Zdaj, tukaj smo videli, da pride pri postopku prodaje z vidika lastnika ali pa tudi pri nakupu nekega podjetja v bistvu enako z vidika lastnika pride do nekih občutkov, ko se sprašuješ, kakšna so zdaj ta tveganja, do katere mere si ta tveganja pripravljen, sposoben sprejemati, kako krmariti, če smo še vedno pri čolnih med temi postopki, fazami, vsemi v bistvu, ki so udeleženi v postopku, ne, z vidika osebe, ki je akter, kupec ali pa prodajalec, kar naenkrat začne šumeti okrog tebe, svetovalci taki, svetovalci drugačni, z druge strani nakupa in prodaje prihajajo drugačne informacije in je treba zdaj med tem krmariti. Mogoče, Jan, po tvojih izkušnjah, v kateri fazi postanejo te stvari nepovratne? Se pravi, kje je tista faza, kjer recimo s pravnega vidika se more posameznik reči, ok, zdaj pa to. Matic, hvala za vprašanje. Jaz bi takole rekel, zato, da je človek, vsaj pri večini transakcij, če lahko vse skupaj dam na en imenovalec, zadovoljni so bili tisti kupci oziroma prodajalci, ki so že v bistvu od vsega začetka želeli to narediti. Pri tistih ni nikoli potem nekega dvoma ali pa obžalovanja, da so kupili ali pa prodali podjetje, če pač, bom rekel, so bile zadeve poštimane na ta način, da tudi če je prišlo do kakšnega škodnega dogodka kasneje, da to ni na njih vplivalo, ker pač je bila to odgovornost druge stranke. Zdaj, kar se tiče pa, kdaj postane zadeva zavezujoča oziroma kdaj ni več povratka nazaj. Ta moment je običajno podpis pogodbe. Ko se podpiše pogodba, lahko mi spišemo tako pogodbo, da je živ Bog ne more razdreti in pač je treba to zadevo speljati, razen če pač odstopiš in si pripravljen povrniti vso škodo nasprotni stranki, ker pa v končni fazi v bistvu si še zmeraj na nepovratni situaciji, ker verjetno tega denarja niti nimaš potem, da bi to lahko naredil. V pogajanjih pa to ne gre tako. Vsak si bo pustil neke way-oute, neke v bistvu rešilne bilke, katere lahko izkorišči pride do določenih situacij. Zdaj, načeloma, prej sem govoril o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, pač če je nek pogoj v mojih rokah, ga bom izpolnil ali pa ne izpolnil, ga pač ne izpolnim in transakcija ne more iti naprej, se ne more zaključiti. Drugače pa v bistvu, recimo, kako lahko pogodbo, mi lahko pogodbo pripravimo tudi na ta način, če delamo za kupca, da lahko kupec kadarkoli odstopi, prodajalec pa pač ne more brez nekih penaltijev, ampak spet v praksi je to nemogoče, če ima prodajalec odvetnika, zaradi tega, ker tukaj so pogajanja. In vedno se nekako dela na uravnoteženi pogodbi. Tako da v bistvu na koncu zadeve več ali manj uravnotežene, tako da pač vsak ima neke pravice odstopati pod nekimi resnimi pogoji, nima pa, bom rekel, pravice tega narediti kar brez razloga. Zdaj, če grem še mečkaj nazaj, prej je Uroš omenil pač, da je term sheet nezavezujoč. Ja, do neke mere, Zdaj, če bi pa jaz podpisal term sheet, pa potem brez razloga odstopil,
me pa lahko nasprotna pogodbena stranka, razen če smo se drugače dogovorili v term sheetu, me lahko pač toži zaradi škode, ki mu je nastala zaradi nepoštenih pogajanj na moji strani. Tako da v bistvu tukaj so določeni mehanizmi pravni, ki se v praksi mogoče ne uporabljajo toliko, kot bi se lahko, ampak še zmeraj v bistvu vsako zadevo, ko podpišeš, je vsaj v nekem odstotku oziroma v nekem deležu je zavezujoča. Zdaj, ko pa enkrat ti podpišeš pogodbo, pa tudi če je recimo ta zadeva taka, da je zelo težko od nje odstopiti, še vedno se da odstopiti navadno zaradi neke višje sile. Do korone je bil to bolj, rekel, nek filer, ki si ga dal na papir zaradi tega, ker je pač tam mogel biti. Od korone dalje se je to spremenilo. Je bila višja sila kar naenkrat ta glaven institut, ki se ga je uporabljal, zato da so lahko tekom transakcije ljudje odstopali od transakcije. Primer. Gostinc je želel kupiti konkurenta gostinca. Vse super, dokler ni bil prvi lockdown, so fantastično delali. Pa je bil pa lockdown in niso vedeli, koliko časa bo, kaj se bo zgodilo, restauracije so bile zaprte. Kar pomeni, njihov biznis je šel čez noč, se je zaprl, dokler ni Wolt začel dobro delati, pa so potem zadeve kompenzirali na ta način. Ampak dejansko v bistvu kupec, ki je pač imel svojo oštarijo, pa je hodil kupiti drugo, ni vedel dejansko v bistvu, bo to sploh lahko zmogel financirati, ker ne bo vedel, kakšen v bistvu prihodek bo lahko on v tistem letu naredil. Višja sila. In tukaj mi je pa ta višja sila zelo prav prišla, zaradi tega, ker noben ni mogel vedeti, da bo korona, da bo lockdown, koliko časa bo to trajalo. In takrat so se pa te zadeve izkazale kot, bom rekel, zelo, zelo dobra stvar. Sicer to že zakon določa, ampak višjo silo je lahko potem definirati, pa njene posledice, pa to tudi na papirju, in te zadeve so se od takrat začele bistveno bolj uporabljati, kot do zdaj. Potem pa mi smo imeli tudi en zanimiv primer. Delali smo za državno podjetje, eno izmed večjih v Sloveniji. Tukaj pač politično zadeva ni šla skozi, Podpisana je bila že pogodba. Šampanjci so se že spili, je bil pa en catch tukaj noter, in sicer to, da je pač bilo treba pridobiti soglasje nadzornega sveta, zato da bi šla ta transakcija skozi. Uprava je mislila, da so na isti strani, ker sem bil pa jaz na tistem nadzornem svetu, pa sem pač predstavil pogodbo, pa kako je v bistvu vse bulletproof. So v bistvu vsak gledali v svoj telefon, jih sploh ni zanimalo, kaj sem jaz govoril, pa kaj finančni svetovalec govoril, kako v bistvu vse pije vodo, ampak so se politično odločili, da zadeva ne bo šla skozi, in je transakcija v bistvu padla v vodo, zaradi tega, ker pač so imeli malo drugačna stališča glede tega, kaj želijo narediti. Ja, problem je bil v tem, da čeprav smo jih mi na to opozarjali, da se te zadeve pridobijo prej, preden se gre v, bom rekel, pripravo 60-stranske pogodbe, pa potem še nekega side agreementa, ki je ravno tako dolg, pa še 2 drugih dokumentov, za kar smo rabili 5 mesecev za spogajati, je treba te zadeve prej narediti, ampak pač enostavno so se odločili, da to ni po njihovi oceni potrebno, zaradi tega, ker pač imajo dejansko vsa soglasja, ki jih rabijo, in bojo šli pač gladko skozi to transakcijo. No, na koncu v bistvu zapravili cel kup enih financ za svetovanje, cel kup časa je šel za skrbni pregled, pa za usklajevanje, pa tako naprej, so veste, v državnih firmah. Ni bil potem tam en kontakt, s katerim smo se pogovarjali, ampak nas je vedno potem 12 sedeli za vsakim sestankom, in vsak mail je ratal 6-uren sestank. Tako da v bistvu to je trajalo pa na koncu pol leta. In te zadeve je treba vedno naprej pač predvideti. Tako da v bistvu čisto na kratko, pogodba je ta moment, ki je najbolj, ki ponavadi ni potem več poti nazaj, razen če si pripravljen na določene posledice, kot so plačilo pogodbene kazni ali odškodnine oziroma karkoli drugega potem nasprotni stranki. Hvala, Jan. No, torej zdaj vidimo, da v teh postopkih spet smo pri teh fazah, pa kdaj postanejo stvari resne, ko se tako z vidika lastnikov, ki kupujejo in prodajajo, porajajo vprašanja, ali je to zdaj to, kar si jaz želim, ali je to, kar sem pripravljen sprejeti, zgodba, v katero sem pripravljen stopiti. Zdaj, Uroš, mogoče po tvojih izkušnjah, kako svetujete strankam, kdo je zdaj tisti pravi? Prej smo slišali v začetnem postopku, je bilo nekaj 20 NDA-jev recimo podpisanih, teh interesentov. Zdaj nekaj je seveda denar, to je z vidika tega, ko prodajaš, oziroma če si pa na drugi strani kupca, pa kako najdete tisto pravo tarčo, ki jo boš kupil izmed tem, kar je recimo na trgu na voljo. Se pravi, kako poteka ta interplay odločitve
kaj je zdaj tista prava pot, v katero gremo, s kom? V praksi zares se mora prodajalec odločiti glede tega. Zato, ker mi vsi svetovalci skupaj smo posredniki ali smo pravniki, pač naša naloga je, da v bistvu pripeljemo zadeve toliko daleč, da ima lastnik možnosti izbirati. Ali izbirati med tem, da pač proda temu enemu, če je samo en, ali pa da ne proda, ali pa da ima možnost izbirati med 3, 6 potencialnimi ponudniki. Tako da mi moramo zadeve pripeljati toliko daleč, da v bistvu pač od vsakega potencialnega ponudnika nekje zbezamo ta največ, kar je pripravljen ponuditi, in probati to nekako spraviti v to smer, tudi kar se strukture tiče, se pravi procenta prodaje, koliko časa želi biti lastnik potem še kasneje angažiran pač v podjetju noter, se pravi čim bližji pač tem strukturnim pričakovanjem lastnika, na koncu mora pa lastnik odločiti. Zato, ker tako kot je Milan rekel, pač življenje pol po transakciji je še dolgo, no. Skoraj nikoli ni to, da ko se zamenja lastništvo, se konča zgodba za prejšnjega lastnika. To je v veliki večini večletno obdobje enega sodelovanja, bolj intenzivnega, tako da zares ta odločitev mora biti na osebni noti. Ker prodaja podjetij, tako kot vse ostalo drugo v življenju, to je people business. Glede ljudi, pač imamo ljudje kar dober prirojen instinkt in se pač treba na ta instinkt zanesti. Bolj kot pa mogoče na to, kar nekdo drug tam pametuje, pa kar nekdo drug misli, da je najboljše. Zdaj pa mogoče bi sam še malo dodal pač na to temo glede pač zavezujoče faze, nezavezujoče faze. Zares iz našega vidika kot posrednik v praktičnem pogledu je takrat, ko se term sheet podpiše, je del dogovorjen, skoraj zacementiran, pravno pač ne, je veliko možnosti pač, da greš ven ali da počakaš, da se obdobje izteče, ampak zares v teh 65 plus prodaje, ki smo jih imeli, so bili samo 3 primeri, da smo podpisali term sheet, pa da se transakcija ni zgodila. Enkrat je bilo zato, ker se je pač dejansko prodajalec premislil, ki je prišel pač do te faze, da je pa zdaj že par tednov do podpisa kupoprodajne pogodbe, rekel, shit, kvam pa jaz pa sam sabo počel, ne, saj nimam toliko veliko stvari drugih za početi, in pač je ostal lastnik. Enkrat se je pač kupec premislil, ki je bila malo nesrečna situacija, da so v bistvu pač dali term sheet pa podpisali term sheet, preden so se posvetovali z svojim investicijskim odborom, in je pol investicijski odbor zelo kmalu po podpisu term sheeta rekel, mi pa ne bi šli v to industrijo. To je pač ena firma, ki je proizvajala komponente za avtoindustrijo in pač so čisto, tako bom rekel, pavšalno, tako da to se je enkrat zgodilo. V ta tretjem primeru je pa zares bilo, da smo podpisali term sheet, pa pol nismo dila speljali s tistim, ampak smo z enim drugim speljali. Tako da to so 3 od 65, se pravi, zelo redko se to zgodi. Če se pač, vsaj bom rekel, po naših izkušnjah pač v procesih, ki so, bom rekel, well advised, se pravi, da pač je nek redosled, je neka struktura, je, bom rekel, tudi prav nasvet iz strani pač in na kupčevi strani, in na prodajalčevi strani se pač te dili speljajo, in tudi praktično vedno pod pogoji, ki so se podpisali v term sheetu. Se pravi, od term sheeta pa da podpisa kupoprodajne pogodbe, to mine 3 mesece, če se čudo zgodi, prej 5-6 mesecev ali pa še več. Zato, ker je, rekel, ta proces skrbnega pregleda je zahteven, je duhomoren, traja ful časa, priprava kupoprodajne pogodbe, uskladitev kupoprodajne pogodbe je tudi zahteven proces in veliko mentalnega efforta zahteva, tako da tle kar nekaj časa mine, ampak zadeve se speljajo tako, kot se v term sheetu dogovorijo. Tako da iz praktičnega vidika, bom rekel, glede odločitve je treba pač to smatrati kot tisto prelomno točko. Hvala lepa. No, zvedeli smo, da se pravi odločitev o tistem
pravem je vedno na koncu na strani kupca oziroma prodajalca. Ne glede na to, v kateri fazi zavezujočnosti, nezavezujočnosti se to zgodi, je odločitev na ramenih lastnika. Zdaj, gospod Milan, prej ste omenil, bilo je več kot 20 teh nezavezujočih v bistvu NDA-jev in potem ste dobili ponudbe in vi ste mogli iti čez ta postopek odločanja, sicer s pomočjo svetovalcev, sklepam, ampak vseeno. Vi ste se odločili, kdo bo tisti, s katerim boste to zgodbo zaključili. Si predstavljam, da ta vaša odločitev je vplivala na vas osebno, na podjetje, na kulturo podjetja. Zdaj, mogoče z malo distance gledate nazaj, kaj ste se odločili in mogoče lahko z klubom tukaj delite svojo izkušnjo, kako razumete svojo odločitev o tistem pravem. Zdaj, glede na to, da ste še vedno v vodstvu družbe, ki ste jo prodali, kako je s tem pravim, ki ste ga izbrali, kako je s to novo kulturo, ki se vam sprehaja po družbi, kako vidite te stvari? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, mogoče samo en korak nazaj, ker ko govorimo o pravnih aspektih in tudi o vlogi svetovalca pri tem procesu, vsi, ki razmišljate o tem, da bi se v tak proces pustili, se morate zavedati, da ga morate peljati sami, ker so prvič, tako kot sta oba povedala, vse odločitve v vaših rokah. Drugič, to je kup stvari. Samo SPA naš je obsegal več kot 180 strani teksta v angleščini. Seveda jaz nisem vsega bral. Ampak tebe pravnik, odvetnik opozori na tiste ključne točke, pri katerih se bi lahko zadeva zlomila. In tam je tvoja odločitev in tudi tvoja pozicija. Ali boš vztrajal na tem in si pripravljen tudi zaradi tega na prekinitev dogovora, ali boš pa vedno šel v kompromise. Vi se morate eno zavedati. To, da bi sodelovali, kadar imate na drugi strani resnega kupca pri pripravi pogodbe o prodaji, to je pravljica. Te pogodbe o prodaji delajo njihovi odvetniki. V Sloveniji si vzamejo izkušeno odvetniško družbo, ki je naredila že najmanj 50 transakcij in te dajo pred izvršeno dejstvo. In potem je od tebe odvisno, govorim seveda o fazi potem, ko se odločiš, da boš šel v prodajo, je od tebe odvisno, koliko ocenjuješ, da je tu mehkega prostora noter. Jaz sem recimo vsaj pri 10 točkah pogodbe jim dal vedeti, da če tega ne naredijo tako, kot jaz hočem, da smo zaključili. In tako kot pri vsakem pogajanju, pri vsakem poslu, bistveno manjšega obsega, je bilo to sprejeto z nekim spoštovanjem. Pri 8 smo uspeli, pri 2 smo potem malo nek kompromis sprejeli, ampak jaz sem celo prišel, torej mogoče zanimivost, mi smo začeli pogovore, ko sem se odločil za kateri kupec je za mene najbolj primeren, smo podpisali seveda neke vrste dokument, s katerim smo se zavezali, da se z drugimi ne bomo pogovarjali, 3 mesece. In od takrat, ko smo se to zmenili, pa do zaključka prodaje je minilo vsega skupaj 6 mesecev. Skupaj z due diligencem, se pravi s skrbnim pregledom, skupaj z vsemi pogajanji. In v tem času s najmanj 2-krat jaz rekel svojim svetovalcem in odvetnikom, jaz se ne grem več, odstopam. Odstopam, ne pogovarjam se. Ker so mi šli na živce, ker so terali svoje. A veste, kaj sem s tem dosegel? Da sem dvignil kupnino za 3 milijone evrov. Zato, ker sem začutil, da so vroči in da imajo veliko željo, da izpeljajo to transakcijo. Isto kot pri vsakem poslu, vse je na vas.
ne bom, težko zdaj tu najdem pravo gestikulacijo, ampak zavedate se, da je vaš svetovalec dobro plačan, govorimo o milijonih. In tudi pravni svetovalec. In vsi imajo velik interes posel zaključiti. Ampak vse je v vaših rokah. Čisto vse. In peljite tak, da imate vedno možnost reči, ne grem se več, ne da se mi več. To je pozicija, s katero lahko samo dobiš. Jaz sem recimo vztrajal do konca pri nekih členih in opredelitvah o tem, kakšne bodo pristojnosti mene kot direktorja, ker sem si zagotovil, da sem lahko vsaj še 5 let direktor z vsemi pooblastili in sem zahteval, da se v SPA vnese to, da svobodno oblikujem budžet za marketing, da lahko plače dvigujem, kak jaz hočem, da lahko zaposlim, koga hočem. Ja, one zone multinacionalke na rit metalo, ko so to vedeli. Oni so mislili, da se meni zmešalo. Glejte, fantje, Sloveniji ste, ne? Tak je pri meni. Mogoče je kaj druge, kak drugač, tu pa je tak. In potem so rekli, v redu, okej, ne, saj bomo to naredili, in me odvetnik opozori, ja, veš, oni tebe lahko vedno zamenjajo, ne. Še nekaj, seveda, saj so lastniki, seveda me lahko zamenjajo. Ampak zato damo klauzulo noter, da če me zamenjajo pred 5 leti, seveda ne iz kriminalnih razlogov in tako naprej, imam klauzulo v SPA-ju, da morajo plačati 15 milijonov evrov, če me zamenjajo preko v 5 letih. Zdaj pa se gremo, fantje. Pa da vas vidim. Pa njihove delničarje, ne. Hočem povedati, vse, kar si boste izborili sami, advisorji vam svetujejo ogromno, tudi o tem, koliko ocenjujejo, da je še tega mehkega tkiva, da ne greste preko za zahtevami v pogajanjih, ne. In odvetniki, nenormalno pomembno, da potem to, kar se dejansko zmeniš, se tako napiše, da to pol dejansko sedi, ne. Zdaj se opravičujem, vprašanje je bilo, kako se počutim zdaj po prodaji in če sem se prav odločil. Ja, prav sem se odločil, pa kljub temu je dosti drugače, kot sem si predstavljal. Mi smo prodali podjetje delniški družbi, ki kotira na londonski borzi, vrednost kotizacije je nekje 1 milijarda evrov. Za njih smo mi, kako bi rekel, garažno podjetje, ne. In normalno je, da so potrebni neko prehodno obdobje, v katerem bodo to naše podjetje spravili na neke skupne imenovalce z njihovimi predstavami, da bodo lažje spremljali poslovanje in tako naprej in tako naprej. In tukaj je zopet po moje pomembno, da sem jaz ostal vsaj še nekaj časa v podjetju, da se lahko zopet o teh njihovih zahtevah pogajam, ne, ker mi bi radi naprej delali podobno učinkovito, kot smo do zdaj. Rad bi, da so moji delavci, kolegi, torej sodelavci dobro plačani, motivirani, da se dobro počutijo na delovnem mestu in tako naprej. In vse tiste njihove zahteve, ki grejo v smer, da se bomo mi slabše počutili, pač jaz ignoriram, ne. S tem nič kaj dosti ne kršim, ampak pač ignoriram, ne. Dali so mi 3 mesece pa 200 točk, zdaj 6 mesecev pa sem 15 točk realiziral. Pa pridejo z Londona, pa jih na kosilo peljem, pa rečem, seveda bom to naredil, pa ne naredim. Pa še naprej ne bom delal tega. Zakaj ne? Za vsak slučaj. Torej, glejte, če ste direktor, če ste lastnik podjetja, ki je naredil zgodbo, bolj moraš to biti tudi v odnosu do, ne glede na to, kako veliki so ti frajerji. To so korporativni menedžerji, ki imajo 1,5 milijona evrov letne plače. Trafiko ne bi znal voditi v Sloveniji. Pojma nima, kako to funkcionira pri nas. Mi smo za njih svetovni prvaki. Imel bi pa naš denar in dobičke. Pa se naj še tako obnaša.
In imamo zdaj konstantno tenzijo, ne, ki je tenzija na enem takem džentelmenskem nivoju, ker so pač Angleži, ne, in ta tenzija bo trajala, dokler ne bom jaz rekel, ne grem se več. To je recimo moja izkušnja. In ko bom rekel, ne grem se več, bodo imeli oni večji problem kot jaz. Bistveno večji. In to jim zdaj počasi postaja jasno. In najlepše in najbolj elegantno je prodati podjetje, spiti šampanjc, pa reči nasvidenje. Potem si gospod. Edino, kaj ne moreš v tem primeru narediti, je to, da poskušaš sodelavcem, s katerimi si to svojo zgodbo razvil, omogočiti nekega prehodnega obdobja, da se prilagodijo pa navadijo na nove razmere. Jaz sem se odločil za to, da bom ostal zaradi sodelavcev. Ne. In ne vem, kako dolgo se mi bo še dalo, prav veliko dolgo pa ne. Sem pa že v teh pol leta in vsaj pol leta bom še ostal v podjetju, uspel doseči to, da se ti moji sodelavci že počasi prilagajajo na novo situacijo, da smo neke procese pripravili, zato da ne bi bil prevelik šok, če jim potem oni vdrejo noter za svojimi zahtevami, takimi, drugačnimi in podobno. No. Zdaj, mogoče sem to malo po domače povedal, ampak upam, da ste ujeli poanto. Ne? Najlepša hvala za tole izkušnjo. Mislim, da je bila zelo koristna. Po domače povedano je vedno najbolje. Tudi 130 in več stranske pogodbe v angleškem tekstu niso nič vredne, če jih ne znamo razložiti po domače. Predvsem so v tem primeru škodljive. Ne? Se pravi, treba je vedeti v vsakem koraku, s čim imate opravka, pa kaj so naslednji koraki. Gospod Milan, fantastična izkušnja, odlično povzeto, mislim, da zelo koristno za vse, tudi v bistvenem delu predvsem navdihujoče in upam, da nas bo in vas bo v tem prostoru čim več lahko razlagali podobne zgodbe v prihodnosti. Mogoče zdaj čez vidika časa gremo v ta zadnji krog, kljub temu pa, Jan, zate mogoče še malo težka naloga, ne samo povzemanje ugotovitev in kako bomo povzeli, kaj smo se danes naučili. Eno vprašanje, ki smo ga pa spustili tekom vseh faz postopkov, svetovalcev, izkušenj in tako naprej, neke stvari so pa v vsakem primeru nujne. Ne? Pustimo vse pregovore, ki spadajo zraven, ampak seveda davki. Kako je zdaj z davčno obravnavo teh postopkov? Se pravi, smo lastniki, prodajamo, smo direktorji, lastniki, kupujemo, v vsakem primeru nas bojo na neki točki verjetno davki zadeli. Kakšna je izkušnja, mogoče v grobem praktičnem vidiku, ne, saj vsi razumemo, kakšne davčne stopnje so, pa katere vrste davkov plačujemo, ampak kaj je pri zdaj teh strukturah transakcij pomembno, da smo pozorni na to? Ja, davki. V bistvu zaradi davkov je zelo odvisno tudi, kako bomo mi na začetku transakcijo strukturirali, kako bomo prodajo strukturirali. Ne? Prvo kot prvo je pomembno to, da moramo vedno vedeti, kdo je prodajalec. Če je prodajalec drugo podjetje, potem veljajo čisto drugi davki, kot če je prodajalec fizična oseba. Zdaj, če je prodajalec drugo podjetje, je zadeva relativno enostavna, se pravi, razlika v ceni dobiček, razlika med nabavno pa prodajno vrednostjo vam gre v davčno osnovo za plačilo letnega davka od dohodkov pravnih oseb. Razen če imamo pravilo 861. To vam ne pomeni, kaj je dosti verjetno. 861 pravilo pomeni, da če podjetje proda drugo podjetje, v katerem je imelo najmanj 6 mesecev pred prodajo najmanj 8% kapitalsko udeležbo, pa je imel prodajalec najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas, celotno obdobje, potem se pa polovica tega dobička samo obdavči.
tukaj smo lahko polovico prešparali. In se nam je že zgodilo velikrat, tukaj je zelo pogosta struktura to, da pač ima neka družina ali pa fizična oseba ima holdinško družbo in potem ta holdinška družba ima v lasti recimo nekaj operativnih družb in se potem lastnik odloči, da bo prodal eno izmed teh operativnih družb. Ampak na holdingu pa ni nobenega zaposlenega. Ne? In zdaj, zaradi tega, čeprav je prodal 100% udeležbo v neki hčerinski družbi, bo holding plačal celoten davek. Ja, tukaj je treba pač zadevo tako strukturirati, da se pogodba podpiše, kar je za FURS edini relevanten datum za obdavčitev, namesto da bi bil datum zaključka, ampak oni gledajo zadeve zelo posebej, pa po svoje, pa kaj dosti ne razumejo, pa imajo, bom rekel, tako stališče, ampak nimamo kaj, moramo pač tako igro igrati, ne. V glavnem je potem treba strukturirati transakcijo pa prilagoditi časovnico tako, da se pogodba podpiše v bistvu šele takrat, ko dejansko imamo enega zaposlenega za polni delovni čas 6 mesecev pred prodajo. Potem smo mu prešparali lahko 50%. Pri takih zneskih, kakor recimo si Milan prodal, je to lahko ogromen v bistvu prihranek. Zdaj, kar se pa fizičnih oseb tiče, pač ja, vsi vemo, kapitalski dobički se obdavčujejo po stopnji 25%, enako kot tudi dividende. S tem, da razlika med obdavčitvijo kapitalskih dobičkov pa dividend je pa to, da kapitalski dobički, se pravi stopnja na vsakih 5 let pade, po 5 letih je ta stopnja 20%, po 10 je 15%, po 15 letih je pa to 0. Zdaj, mogoče Hrvaško omenil, na Hrvaškem je po 2 letih 0, ne. Pri nas je treba 15 let čakati za to. Pa se pa čudijo, zakaj vsi predstavljajo zdaj, rekel, svoje premoženje na Hrvaško. Ampak dobro, to je zgodba za drugič, na svoje vikende. Ampak zdaj to je zgodba za drugič. Zdaj, kar je pa pomembno za našo današnjo temo, je pa to, da prej sem že omenil, da se velikokrat dogovorimo o fiksnem delu kupnine pa o variabilnem delu kupnine. S tem v bistvu nekako povečamo celoten zaslužek oziroma dohodek za prodajalca. Kar pa vam nisem povedal, je pa to, da FURS tretira variabilni del kupnine v večini primerov kot dividendo. In vi ste lahko lastnik podjetja 15 let, pa mislite, da boste plačali 0 davka, na koncu morate pa plačati za variabilni del kupnine spet toliko visok davek, 25%, da mislim, da smo naredili več škode kot koristi, če bi na začetku majčkeno bolj razmislili, kako bomo zadevo strukturirali. In kaj mi naredimo v teh primerih? Imeli smo že primer, da pač je bil variabilen del kupnine približno 2 milijona ocenjen in je bil tudi na koncu res tam blizu 2 milijonov na koncu, in smo pač zadevo zapeljali drugače, tako da smo rekli, ne bomo zdajle prodali celotne družbe in dali zraven variabilni del kupnine, ampak bomo zdaj prodali določen del družbe, potem ima pa kupec tega deleža, ki ga je kupil, se pravi, kupec ima potem opcijo, da od nas odkupi še preostanek po 2 letih in mi imamo opcijo, da kupec odkupi od nas, se pravi, brez tega, da bi on imel kakršnokoli pravico zavrniti to prodajo, ta manjšinski delež. To smo v bistvu dejansko dogovorili nek terminski posel, ki se bo zgodil v prihodnje, s tem, da smo ga mogli čez opcijske pravice spraviti skozi, kar je popolnoma, rekel, skladno in z zakonodajo in prakso, da bo dejansko v bistvu ta posel takrat sklenjen po ceni, ki je bila definirana na enak način, kot pri določitvi earn-outa. Se pravi, v bistvu takrat se je zgodila nova prodaja po ceni, kakršna je veljala takrat ob izračunu parametrov, kakor je že Uroš prej povedal, se pravi nek multiplikator krat EBITDA, pa še neke prilagoditve so bile zraven, mislim, formula je bila dolga stran pa polno. Tako da je pa v takem primeru potem ta del kupnine tretiran kot kapitalski dobiček. In tukaj na koncu je bilo pol milijona evrov prihranka. In zdaj, če pač ne bi o tem razmišljali na začetku, bi prodali 100%, dobili tisti earn-out in bi bilo pol milijona davka več za plačati. Tako da tukaj je treba biti zelo, zelo pozoren, ker na začetku je treba v bistvu strukturirati transakcijo na ta način. Term sheet mora to že določati noter. Zato, ker kupci zelo neradi to delajo. Ja. To še eno stvar bi jaz povedal na to. Vse res, ne? In zelo pomembno je tudi ta davčni aspekt prodaje, ne? Druga stvar pa, ki je tak iz prakse pomembna za podjetnika, ki prodaja, je pa to, da
večinoma vsi ponudijo varianto nek fiksen del in potem nek earn-out, glede na neke rezultate, ki se bodo v letu, 2, 3, ki bi se naj zgodili, in te projekcije so ponovadi tudi že del, bom rekel, ki je pri pogajanjih potreben in vse zanima, ne vem, perspektiva podjetja v naslednjih 2, 3, 5 letih. In oni skoraj da vedno, vsaj pri meni je bilo tako, da so praktično vsi kupci torej dali ponudbo, ki je vsebovala fiksni del in potem variabilen del, ne. In jaz mislim, da je najbolj pametno, ko se odločiš za prodajo, da izpogajaš čim večji fiksen del in čim manjši variabilni del. Ogromno sem se pogovarjal s kolegi, ki so tudi imeli podobno izkušnjo, prodali podjetje in so naleteli na več težav pri izplačilu tega variabilnega dela, ne. Razumem, da se da to pravno pokriti in tudi primerno zapisati, ampak a veste, pol ko enkrat prodaš firmo, pa boš zdaj šel ti tožiti korporacijo z milijardo kotizacije na londonski borzi, pri čemer je v mojem primeru pristojno sodišče, kar sem dolgo se pogajal, da sem se izpogajal, ker je angleško pravo specifično in da imam sodišče na Dunaju. A bom jaz za njih šel tožiti za earn-out? Vprašanje. Odvisno od zneska. Ne. Bom, ne. Ampak ni namen prodaje podjetja, da boš se pol še 5 let nategoval po sodiščih, pa se s tem ukvarjal. Zopet govorim o človeškem faktorju. Namen prodaje podjetja je, da se vseješ na bicikl, pa se pelješ do obale ali pa do jadrnice. In treba je tako gledati, da si narediš čim manj težav. Jaz sem si tako naredil, da je ta osnovni del tisti, ki mene več kot v celoti zadovoljuje, oziroma je vsaj 30% več, kot sem kdajkoli pričakoval, da je bo lahko naše podjetje vredno. Pri nas ni nobene skrivnosti. Jaz sem prodal podjetje za 11-kratnik EBITDA-ja. Lahko bi tudi za 5-kratnik, lahko bi za 6-kratnik. Povprečje je 6-kratnik, recimo, v takih transakcijah, ne. In mi ta earn-out, teh 10 milijonov, ne zdaj, da to ni pomembno, ampak v glavi si moraš razčistiti. Če si dobil fiksen del dosti visok, ne, je ta earn-out lahko bo, lahko ne bo. Primer, ti se posloviš, prodaš podjetje, vezan si na earn-out in pride nov direktor, ki ga oni postavijo. Pa kje imaš ti kako garancije? Pa on lahko naredi glih toliko, da bo malo pod earn-outom. Saj to ni problem, ne. Po drugi strani, če pa sam ostaneš, pa si naložiš breme, da boš se zdaj gonil še nadaljnje 3 leta, da boš dobil še teh nekaj milijonov, ne. Po mojem je to napačno razmišljanje. Po mojem pomembno čim bolj se fokusirati na osnovno izplačilo, do katerega pride takoj po sklenitvi transakcije oziroma po closingu, ne. In to je boljše, kako bi rekli, vrabe z roki, ko golob na strehi, ne. In to sem hotel reči, se opravičujem. Bom sam jaz dodal en par stavkov, in sicer ti variabilni deli kupnine, ki smo reče earn-out, so bili zelo popularni kar dolg časa, zdaj v zadnjem času pa zares zgubljajo na rečemo temu popularnosti, oziroma niso več toliko fashionable, zato ker je vsaj izkušenim kupcem postalo jasno, da tudi za kupca te earn-outi niso v interesu. Zato ker nekdo, kupec kupi podjetje, vi ostanete noter, rekel še kot direktor za tisto obdobje, za katero pač ta earn-out velja, rečemo, da je to za 2 leti. In pač ta earn-out je skoraj vedno vezan pač na nek finančen rezultat, skoraj vedno je to dobiček iz poslovanja pred amortizacijo, EBITDA. In vi kot direktor ste pač zdaj noter v podjetju, ki ste ga vi naredili, ali ste pač zelo dolg časa bili lastnik in ste pač s tem podjetjem vestno delali. In zdaj za naslednje 2 let pa veste, da zdaj pa da jaz dosežem ta svoj poln earn-out, moram doseči tak pa tak rezultat. Zdaj vsak od vas, ki vodi podjetje, točno ve, da lahko v enem letu ali pa tudi v 2 letih marsikaj narediš, da maksimiziraš rezultat, ampak veliko tega, kar boš naredil, da maksimiziraš finančni rezultat, bo na račun
kasnejših let. Marsikaj strošek se lahko poreže, marsikaj se lahko naredi v podjetju, da pač maksimiziraš rezultat, in to ni dobro za podjetje, in to tudi kupci so skozi leta dojeli, da to ni v redu, tako da teh earnoutov je zelo malo, če so pa že, so pa na zelo kratek čas. Če se naredi transakcija maja, junija, pa da imaš earnout vezan na rezultat pač tekočega leta, tle ni toliko veliko konfliktov. Te dolgoletni earnouti so pa katastrofa. Bi prosil pa vsakega za eno zaključno sklepno misel v smislu nasveta, ki pa naj bo res tako v 2-3 stavkih. Imate neko podjetje, zdaj ga boste prodajali, ali ste pa podjetje, ki želi kupiti neko podjetje. Kaj je vaša praktična izkušnja, iz katere izhaja nasvet, ki ga lahko date? Jaz bi rekel dvoje. Prva zadeva je to, da ste odločeni, da greste v to. Druga zadeva je pa to, da pravočasno sestavite ekipo, ki bo z vami delala čez celoten postopek, zato da bo šlo vse gladko skozi, pa da ne bo stvar se zakomplicirala ali pa padlo v vodo v kakšni kasnejši fazi. Kaj pa naj rečem? Mislim, razmislek sam pri sebi o tem, kaj je v življenju pomembno, kaj hočeš, zakaj si garal, zakaj si se gnal in kaj si želiš v prihodnosti. Potem pa vse ostalo. Enkrat, ko sprejmete to odločitev, je pa izjemno pomembno, da to jasno komunicirate z svojimi bližnjimi najprej, pa čim prej tudi, bom rekel, z vsaj ožjim, če ne širšim krogom sodelavcev. Zato, ker te neke skrivalnice ne smejo vedeti, da prodajamo, pa to ne deluje. To pa, če ljudje so pametni, zelo hitro pogruntajo, najslabše, da pač v podjetju se pol nekaj govori, se prodaja, pa noben nič ne pove, pa to je treba jasno komunicirati. Prodajati podjetje ni noben bav. Za zaposlene generalno se v podjetju zelo malo spremeni, ker se spremeni lastništvo. Če se za koga spremeni, se za direktorja, ki ima, bom rekel, potem še tam en drug nivo sogovornikov, s kateri se morajo ukvarjati, ampak zares za večino zaposlenih se skoraj nič ne spremeni, in to je treba jasno z njimi komunicirati že od samega začetka, da se to pač te neki strahovi se pa odkud po sami sebe razblinijo in se ga lahko normalno do konca skozi prodajen proces odprtimi kartami. Hvala lepa, hvala za udeležbo, upam, da je bilo zanimivo. Pozdravljamo tovrstne dogodke in z veseljem še kdaj. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.